V naslednjih minutah pa še povabilo na dva zanimiva dogodka, ki se bosta danes in jutri odvila v Mariboru. Namreč danes ob 13. bo na platovih Mariborske tržnice zaživela Škisova tržnica, ki bo to jesen se zgodila že tretjič. Na največji enodnevni prireditvi za mlade bodo Zveza Škis in Študentski klubi Slovenije tokrat poskrbeli za atraktivno predstavitev svojih krajev in pa kulture, ter na ta način seveda omogočili enkratno doživetje Slovenije v malem. V kulturnem popoldanskem delu pa boste lahko srečali vsa slovenska narečja, okusili tradicionalne domače jedi iz vseh krajev ter se seveda zabavali ob zabavnem programu. To bo danes, že jutri pa se bo zanimivo dogajanje preselilo na desni breg Drave v Mariboru, na območje Pekarne. Na zelenici med hostlom Pekarne in pod dvorano Gustav se bo namreč prav tako ob 13. jutri začela prva Gustav tržnica. Kaj prinaša pa z Anjo Koželj in pa Julijo Beršnjak, dobro jutro obema. Dobro jutro. Gustav tržnica, kaj torej prinaša? Zelo zanimiv projekt sam po sebi, nekako se upirate potrošništvu, pa vendarle skrbite za to, da ljudje pridejo do nečesa v narekovajih novega. No, glavna ideja je ta, da dobrine krožijo, ne? Ker pravzaprav smo zdaj toliko pod pritiskom potrošništva, da kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo in jih hranimo doma, in preprosto super je, da je to zdaj dogodek, kjer lahko te stvari prinesejo in jih delijo z drugimi. Ne? Sabo se prinesla tudi prijatelja, ki ravno na ta način deluje. Torej, bil je prej last, oziroma je še vedno last nekoga drugega, ampak zdaj dela veselje tebi. Ja, v bistvu je to medved Vijolčko, ne, in je nekako naša maskota. V bistvu sem ga dobila od kolegice, ki je zdaj v tujini za 1 leto, in rekla je, da z njo nikakor ni hotel potovati. In zato zdaj potuje z mano, ne? In gre kamorkoli jaz grem, gre on z mano, zato je tudi danes tukaj z nami. In v bistvu nekako predstavlja idejo, ki je tu zadaj, da bi vsi tisti podarjeni oziroma poceni prodani predmeti tudi našli nekega lastnika, s katerim bi jim bilo lepo. Ne? Ropotarnica sodeluje pri samem projektu, poleg nekaterih drugih nevladnih neprofitnih organizacij. Ropotarnica ste ravno nekaj takšnega vsak dan, to, kar bo Gustav tržnica ponudila, namreč izmenjava stvari, ki jih človek več ne rabi, nekomu drugemu pa lahko pomenijo neko dodano vrednost, nekaj, kar on potrebuje. Delujete dobro, je v Mariboru zanimanje za takšen svoj vrsten second hand shop? Ropotarnica se je glih zdaj preselila na Kneza Koclja 6. V bistvu imamo večkrat na leto izmenjavo oblačil kos za kos, drugače pa je ropotarnica posredovalnica. To pomeni, to, kar vi ne potrebujete doma, prenesete nam, mi pa to za mali denar prodajamo naprej, tako se financira cel projekt. Ropotarnica je, tako ste že rekli, neprofitna organizacija, da smo zelo veseli vsakega prispevka. Zdaj pa smo se odločili, da bomo seveda sodelovali tudi na tržnici v Pekarni. Neke stvari bojo za izmenjavo, neke stvari bojo po 1 evro ali 2. Po simbolični ceni. Po simbolični ceni, točno tako. Kot rečeno, izmenjava, prodaja, tudi predstavitev, konec koncev vabite nevladne, neprofitne organizacije, ki bi želeli predstaviti svoje delovanje, da se tudi udeležijo jutrišnjega dogodka v 13. ure dalje v Pekarni. Ja, AGD Gustav torej vabi vse neprofitne organizacije, da se nam pridružijo, vse tiste, ki se čutijo nekako povezane tu zraven. Zdaj zaenkrat smo na prvi dogodek povabili Vinilnik iz zavoda Udarnik, ki je v bistvu prvi second hand record shop v Mariboru. Poleg tega še Bukvarna Ciproš, ki ima res ogromno število knjig, mislim, da je vredno vsakega ogleda, tako da vse, ki bodo prišli, vabim, da stopijo tudi tja, ker to je tudi zraven v tem centru, ne? Oni bo imeli stojnico pri nas, pa še to. In pa ropotarnico, tako kot sem že omenila. No? Kakšne predmete pričakujete jutri na tržnici? Videli smo medvedka, ki lahko marsikomu naprimer polepša njegov vsak dan. Kaj pa so še drugi predmeti, ki jih naj ljudje prinesejo, zamenja, če jih več ne potrebuje, ali pa proda po simbolični ceni? V bistvu so zdaj vse, kar imajo doma, naprimer od knjig, oblačil, vinilnih plošč, v bistvu glasbenih albumov,
Poleg tega moram pa še posebej omeniti, da zbiramo glasbene inštrumente za doživljajsko igrišče, ki pa deluje v okviru CPM-ja, Center za pomoč mladim, ker se potrebuje za delo z otrokom. V sklopu tržnice Gustav, ki sicer ne bo samo enkratno doživetje, ampak pravite, da bi radi to organizirali večkrat, pripravljate tudi dva manjša projekta, dva manjša razpisa natečaja. Ja. Zdaj zbiramo pravzaprav nickname Gustav tržnice, zato ker je Gustav tržnica sicer prepoznavno ime, ampak vseeno dovolj suhoparno in zato pač sem se odločila za ta natečaj. Poleg tega se pa tudi zbira ideja za najboljši življenjepis tega razstavljenega predmeta. Tisti, ki pa bo izbran, oziroma ti dve osebi, pa boste potem imeli prost dostop na vse dogodke, ki jih v okviru AGD društva organiziramo pri nas v Dvorani Gustav. Ne samo tržnica, takšna čisto posebna z izmenjavo in simboličnimi cenami, tudi zabavni program bo jutri v Pekarni? Ja. Ob 5. je koncert instrumentalno-glasbene skupine, instrumentalno-vokalne skupine Samson. Tako da bo vse skupaj zaokroženo z zabavnim delom. Ja, ob 5. Uspešno tudi vnaprej, vsekakor se bomo še ujeli in preverili, kako, kaj gre. So Mariborčani takšni, ki se držijo svojih predmetov ali jih radi dajo tudi naprej, da razveseljujejo še koga drugega. Kot rečeno, uspešno jutri ob 13. pa torej na platoju v Pekarni več o tem, kaj se da dobiti, kaj se da menjati.